To niso karte samo za malčke in njihove mamice, to so umetniške karte, ki predstavljajo oblačila, usklajevanje njihovih barv in detajlov. Zdravstvenega varstva, v vsaki zdravstveni ustanovi in tudi seveda v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Izvajalci zdravstvene nege, tukaj mislim na oba spola, na vse izobrazbene ravni, z velikim veseljem, z ljubeznijo, z spoštovanjem in ponosom opravljamo ta naš plemeniti poklic, ki prejeva zgodbo o skrbi za človeka, za sočloveka, o skrbi za bolnike. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, ki je vrhunska zdravstvena ustanova, je ena izmed pomembnih vrednot znanja. Zato v bistvu krepimo strokovna okolja, kjer so možnosti in priložnosti za pridobivanje novih znanj. Medicinske sestre v UKC Ljubljana pridobijo zelo veliko znanja. Imamo ogromno možnosti, kajti naši zdravniki, ki so izjemni strokovnjaki, dosegajo vrhunske rezultate in seveda medicina s svojim razvojem in z razvojem tudi drugih ved zelo hitro napreduje in prihaja do novih načinov zdravljenja, novih procesov, postopkov. In temu se mora prilagoditi tudi zdravstvena nega, temu mora slediti in se izobraževati. Zato tukaj nešteto možnosti za pridobivanje novega znanja. Zdravstvena nega kirurškega bolnika, internističnega bolnika, nevrološkega bolnika, pediatričnega, ginekološkega, ginekologija, porodništvo. Skratka, lahko bi naštevala še in še. Vsa področja so pomembna in veliko je specialnosti, kjer medicinske sestre osvojijo svoje znanje. Tukaj v UKC Ljubljani imamo v bistvu nešteto delovišč oziroma vsa delovna mesta, ki so opisana v zakonodaji, v pomembnih dokumentih. Lahko delajo na področju intenzivne terapije, v intenzivnih negah, v negovalnem oddelku, tudi na področju operativne dejavnosti, anesteziologije, na področju urgentne dejavnosti, ki je zelo močna v naši bolnišnici, potem na področju specialistične dejavnosti, funkcionalne diagnostike. Imamo tudi specialna znanja, enterostomalne terapije, audiometrije, skratka, veliko vsega tega. Naše medicinske sestre, zopet mislim na vse, kar sem povedala, pridobivajo nova znanja skozi dodatna strokovna izpopolnjevanja. Zavedamo se pomena vseživljenjskega učenja in v bistvu se udejstvujejo na strokovnem izpopolnjevanju doma in tujini. Tudi sami organiziramo znotraj hiše strokovna izpopolnjevanja na posameznem kliničnem oddelku, kjer predstavljamo teoretične in praktične vsebine, tudi v okviru medicinsko-simulacijskega centra in pa potekajo zelo uspešni interklinični seminarji na posameznih klinikah, ki so priložnost za izmenjavo v bistvu različnih mnenj, sodelovanja, povezovanja, deljenja dobrih praks in seveda je to nekako tudi ena priložnost za bolj učinkovito, za optimalno delo in za individualno in celostno zdravstveno obravnavo bolnika. Medicinske sestre, ki so delale v UKC Ljubljana ali pa delajo tukaj, so tudi na trgu delovne sile zelo zaželene, tako doma kot v tujini, kajti imajo zelo veliko znanja. V naši bolnišnici tudi
pošiljamo na 6-mesečno usposabljanje v enoto intenzivne terapije 3 diplomirane medicinske sestre. In to znanje, ki ga usvojijo, je pomembno za njih potem na matičnem oddelku in tudi skozi svojo poklicno pot. Ja, mi v bistvu delamo številne aktivnosti, da bi zadržali izkušen kader in da bi pridobili novega. Ker je UKC Ljubljana center znanja, izobraževanja, raziskovanja, smo tudi na tem področju izjemno dejavni. Zavedamo se tega našega poslanstva in izobražujemo dijake srednje zdravstvene šole, 131 dijakov na leto in pa veliko študentov zdravstvenih fakultet. Na leto imamo v naši hiši 1652 študentov, ki večkrat prihajajo v hišo, glede na vsebino, ki je predvidena v posameznem letniku. Skupaj opravimo 150.000 pedagoških, cirka 150.000 pedagoških ur. To v bistvu ni malo. Z veliko vnemo in pedagoškim erosom medicinske sestre znanje predajajo naprej. Smo pa tudi na področju financiranja in sofinanciranja šolnin zelo uspešni, se pravi našim zaposlenim bolničarjem, zdravstvenim tehnikom, financiramo oziroma sofinanciramo šolnine in jih imamo trenutno v sistemu 143, plačujemo to izobraževanje, da pač v smislu osebnega in profesionalnega razvoja, da bodo pač lahko dosegli neko svojo karierno pot. Imamo pa tudi štipendiramo, tako dijake kot študente. Trenutno začeli smo štipendirati v šolskem letu 2022-2023 in trenutno štipendiramo 42 štipendistov imamo. In seveda si želimo, da bi po končanem formalnem izobraževanju, da bi se zaposlili v UKC Ljubljana. Smo pa tudi uspešni na področju zaposlovanja tujcev in sicer zaposlili smo v 2 letih 85 tujcev, to so predvsem zdravstveni tehniki iz Bosne in Hercegovine, iz Srbije in Makedonije, ki se v našem prostoru dobro počutijo in seveda delajo kot zdravstveni sodelavci, kajti v enem letu se morajo naučiti slovenskega jezika, opraviti pač ustrezen izpit, do ta čas pa delajo skupaj z našo medicinsko sestro, ker vedno, skoraj vedno delamo v paru. Naši postopki posebej so taki, da je potrebno delo v paru. Skratka, medicinske sestre v UKC Ljubljana veliko pripomoremo k uspešni zdravstveni obravnavi pacientov, k boljšemu počutju bolnikov, k večjemu zadovoljstvu bolnikov in njihovih svojcev, konec koncev tudi k dvigu splošnega zdravstvenega stanja prebivalstva in tudi k dvigu življenja posameznika ter v bistvu nekako k razvoju družbe v celoti. Zavedamo se tega našega poklicnega poslanstva in poslanstva Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. In še enkrat z ljubeznijo, spoštovanjem in ponosom opravljamo ta svoj poklic in ponosni smo, da delamo v tej bolnišnici. To niso karte samo za malčke in njihove mamice, to so umetniške karte, ki predstavljajo oblačila, usklajevanje njihovih barv in detajlov. Tole je pa razstava, ki smo jo otvorili prejšnji teden
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana. To so naslikale in te mojstrovine kleklarske, to so delo naših kolegic, ki so zaposlene v UKC Ljubljana in v bistvu so v tej likovni in kleklarski sekciji oziroma dejavnosti v okviru društva. Tukaj pred nami vidite delovne obleke, uniforme medicinskih sester skozi čas. Tale prva, to je vse naklekljano. Kleklarske mojstrovine so to. To je Florence Nightingale, prva medicinska sestra. Vidite, da ima lučko, to so bile krimske vojne in tako naprej. No, tukaj se pa potem vidijo delovne obleke medicinskih sester, diplomiranih srednjih medicinskih sester in tudi dijakov, dijakin in študentov.